Razbijamo tabujem, združujemo glasbenike, so si dejali v mariborskem KUD Koda in se lotili projekta Urbani superheroji. No, 3 generacijah glasbenikov, ki bodo v projektu sodelovali, pa s programskim direktorjem KUD Koda Martinom Počkarjem. Martin, dobro jutro. In pa slovensko in jugoslovansko glasbeno legendo, tudi gostjo projekta Urbani superheroji, gospod Lidijo Kodrič. Gospod Lidija, dobro jutro tudi vam. Za sam začetek, Martin, odkot sploh ideja za ta projekt? Ja, mi smo že nekako pred časom ugotovili pomen medgeneracijskega sodelovanja, povezovanja skozi glasbo. In vedno smo se pri teh idejah, nikoli se nismo fokusirali na lokalno okolje. In ugotovili smo, da v tem lokalnem okolju je bila nekoč scena glasbena, popevkarska in rock glasbena scena zelo močna, zelo razvita in hkrati tudi v bistvu so definirala neko to mariborsko zavest. In ta mariborska zavest, ki je mimogrede izginila v zadnjih 20 letih, je tudi ta glasbena scena je nekako se mi zdi, da malo v neki krizi. In dobili smo idejo, da enostavno povežemo različne generacije mariborskih glasbenikov in naredimo nekaj skupaj. Da se spoznamo, ker smo lahko edino na tak način močnejši. Gospod Lidija, zakaj ste se vi odločili sodelovati pri samem projektu? Ravno zaradi tega, ker je to nekaj novega za mene in zaradi tega, ker se od mladih, mi stari, še vedno lahko veliko naučimo in zaradi tega, ker so fajn družba. Kaj pa dobijo mladi dejansko od tega? Nekaj sicer si že omenil, tega medgeneracijskega povezovanja, pa vendarle je bilo verjetno včasih, ko so glasbene legende, ki sodelujejo z vami, delovale, bile na vrhu popularnosti ali pa se tudi uveljavljale precej drugačni časi, kot je dan danes? V bistvu dobijo en vpogled v to lokalno okolje, da se v tem lokalnem okolju da. Mi smo začeli komaj s tem projektom, ogromno dela nas še čaka, da predstavimo, zakaj se gre, zakaj se je šlo, kdo je tu, kdo hodi dejansko po tem mestu, pa ga ne poznamo. Želimo pa tej mladini predati, vzpostaviti neko zavest, da smo Mariborčani in da se v tem mestu da ustvarjati in na nek tak način lahko recimo postanemo vsi skupaj superheroji, če bomo skozi glasbo uspeli eno tako konglomerat postaviti. Tako še eden od legend, ki sodeluje pri samem projektu, je gospod Jože Kobler. Gospa Lidija, vas vidimo v spotu iz leta 1964, 1965, 1962, če tako rečemo, ste prodrli na glasbeno sceno. Ko primerjate sedaj mlade nadobudne glasbenike, ki želijo stopati pot uveljavljenega, pa se spomnite vaše, je veliko razlik? Zelo veliko. Takrat so nas spremljali veliki orkestri, ali pa vsaj 10 njih. Danes lahko en človek sam zaranžira, da imaš vtis, da je ogromen orkester za teboj. In pa tudi je pa danes hudo to, da je konkurenca ogromna. Še vedno je torej bistven talent pri vsem skupaj. Vsekakor. Kakšna bo pot samega projekta? Je dovolj zanimanja, ste zadovoljni 2 legendi, ki bi konec koncev lahko samo še uživali, pa vendarle zavihajo še vedno rokave, verjetno ni ravno lahko z mladimi, ki so malo neukrotljivi, sodelovati? Pot projekta bo potekala v sklopih. V vsakem sklopu bomo gostili eno skupino oziroma izvajalca iz zdajšnje glasbene scene, lokalne scene in enega starejšega izvajalca. Torej, da se povežemo. Projekt bo trajal do maja leta 2016. Mi smo se tudi zdaj pred enim tednom oziroma dobrim tednom smo sodelovali na EZLEKO. In menimo pač, da je ta EZLEK tudi ena taka posebnost mariborska, ki jo treba ohraniti. In upamo, da bojo EZLEKovci takrat tudi pripravljeni 2016, da skozi vsa ta gostovanja, ki bomo jih nanizali do leta 2016, do maja 2016, da naredimo res eno tako, recimo temu revijo medgeneracijskega sodelovanja in neke lokalne glasbene scene. Gospa Lidija, vi ste tudi redna EZL-ekarca, takšen podporni ustanovni član vsega skupaj, pa vendarle lahko izdamo eno skrivnost.
30. junija, ta mesec torej, praznujete okrogel jubilej, Drži. 70 let Drži. boste odšteli. Mladostno izgledate, pravijo, da ste najslavnejša 16-letnica ravno zaradi spota, ki Ja, smo ga sem prej rekla, da sem videli. že 50 let 16-letnica. Ne? Vas tudi takšni projekti, kot je ta, polnijo z energijo? Zelo. Pravzaprav jaz bi si želela letos na Lentu peti, ravno na svoj rojstni dan, ampak ker je bilo vse tako še negotovo, se nisem dogovorila, ni pa rečeno, da me še ne bojo povabili. Presenetili tudi ja, vas. presenetili. Kar se pa mladih tiče, z njimi je krasno delati. To so zelo disciplinirani, kar je najvažnejše, radi počnejo to, kar počnejo in vejo, zakaj to počnejo. Še na dveh takšnih dogodkih bomo lahko slišali združitev večjih generacij, torej med sabo 7. ta mesec in 14. ta mesec. Urbani superheroji v Jazz klubu Sačma, kot rečeno 7. in potem v MKC Pekarni, v klubu MKC Pekarna 14. Vsekakor se ujamemo tudi tam. Uspešno delo še naprej, še vas bomo povabili v studio in vsekakor vas prišli poslušati in pogledati, kako zanimivo tole vse skupaj izgleda. Hvala za povabilo, prijetno je pokramljati z vami. Hvala in lepo praznujte.